Drugi del poklicne mature, spomladanski rok 2020. Zdaj, od drugega dela si izberete 2 nalogi, mi pa bomo rešili vse 3. In tale je bila prva. Na sliki je narisan krog z označenimi središčnimi koti. Velikosti kotov so podane v kotnih stopinjah. Treba je zdaj izračunati te kote. Zdaj, če pogledamo, v krogu je središčni kot, da gremo okoli in okoli, 360 stopinj. Se pravi, če bi rekli takole: alfa plus beta plus gama, kaj še imamo, plus delta. Vsi ti koti morajo skupaj meriti 360 stopinj, zato ker to je en polni krog. In zdaj lahko te izraze nadomestimo z vrednostim kota, Zdaj so pač vrednosti izražene z x, ampak vseeno jih dobimo, Alfa je 2x na kvadrat plus 20. Potem namesto bete damo plus 2x plus 5. Namesto game damo 8x minus 2. Zdaj, tega ne rabite imeti v oklepajih, zato ker je vse s plusi. Če pa bi bil kako odštevanje, pa treba dati v oklepaj. Vedno pa velja, da kadar ste v dilemi, potem, ko vstavljate, lahko date v oklepaje, pa ni nič narobe, Je to vse skupaj 360 stopinj, In zdaj poglejmo, kaj lahko tule združimo. X kvadrat imamo samo en, se pravi 2x na kvadrat, plus, potem pa imamo 2x pa 8x pa 4x je skupaj 14x. Potem imamo še pa 20, 25, 23 pa plus 20. Sama številka je 360. Takole, Kot vidimo, smo dobili kvadratno enačbo. Zdaj, kvadratno enačbo, če se spomnite, pa moramo reševati tako, da damo vse na eno stran, potem pa, če se da, razcepimo, če ne, pa moramo po formuli. Tako da še 360 moramo dati na eno stran. Se pravi 2x plus 14x plus 20 pa minus 360 je nič. 2x na kvadrat plus 14x minus 340 je nič. Takole, Ja, zdaj razstaviti na pamet tole bo kar težko, zato lahko, formula je sicer spredaj na maturi, jaz jo vem na pamet, tako da bomo kar napisali, Najprej moramo a, b in c določiti, se pravi a je 2, b je 14 in c je 340. Tako, da preverimo, ali ima ta kvadratna enačba sploh rešitve, moramo izračunati d. D je b na kvadrat minus 4ac. D je potem 14 na kvadrat minus 4 krat 2 krat 340. In dobimo, da je d 14 na kvadrat je 196 minus, zdaj pa še tele, 4 krat 2 krat 340. Je pa potem 2720. Sedaj imamo pa eno težavo, ker tule vidimo, da je tole več od tegale. Kaj se je zdaj zgodilo? In to vam naj bo tudi v opomin, če boste vi kdaj reševali kvadratno enačbo, pa boste dobili tako, kot da ni rešitve. Zdaj, jaz moram pogledati, kje sem se zmotila. In napaka je bila tule. Tole piše minus 340. C sem pa izrazila ven kot 340, In to je zdaj napaka, ki mi je usodno vplivala na rešitev. Tukajle bi moglo biti minus 340 in tako dobimo tukajle plus. In to pa je že bolj logično, da bomo dobili neko rešitev, In da vidimo, koliko to pride. To pride pa, se pravi, d je potem 2916. 2916.
In zdaj lahko dobimo x1. x1 dobimo kot minus b plus koren d polomljeno z 2a. x1 je potem minus 14 plus koren 2916 polomljeno z 2 krat 2. Zdaj, tule vam polagam na srce, da verjetno se mora iziditi, ker je le prvič matura, da so verjetno dovolj dobro premislili, da bo ta rešitev cela, ne. Tako da tole zdaj poglejmo in dobimo koren tegale je 54, to pa je že kar dobra popotnica, to je minus 14 plus koren 54 polomljeno s 4. In dobimo x1 je minus 14 je 40 deljeno s 4, tako je pisali 40 4, je 10. Se pravi, tole je prvi x1 je 10. Zdaj pa dajmo še x2, malo mi prostora zmanjkuje, vi imate tako eno celo prosto stran na maturi. To je x1, dan se pa kar motim. x2 je minus 14 minus koren 2916 polomljeno z 2 krat 2. x2 je potem minus 14 minus 54 polomljeno s 4. x2 je, da vidimo, minus 68 četrtin, kar je minus 17. Tako, in imamo zdaj rešitve, dve rešitvi imamo, ne. x2 je minus 17. In kako zdaj dobiti prave vrednosti? Noter je treba za tele ustaviti takole, zdaj pa naj jaz tole pobrišem, da bomo imeli malo več prostora. Bom kar sama svoj reditelj. Takle. Rešitve imamo. Zdaj pa dajmo zapisati kote. Alfa je 2 krat, pa vstavimo noter 10 na kvadrat plus 20. Alfa je 100, 220, 220 stopinj kotnih, ne. Beta je 2 krat 10 plus 5, to je 25, se pravi beta je 25. Potem imamo gama, je 8 krat 10 minus 2, gama je 80 minus 2 je 78. In potem imamo še pa delta, delta je pa 4 krat 10 minus 3. Delta je 37 stopinj. Se pravi, imamo zdaj 37, 78, 25 in 220 stopinj. Zdaj pa, če bi ustavili pa, kaj pa zdaj, zakaj pa sta bile dve rešitvi, zakaj sem 10 vzela, ne? Recimo, če bi minus 17 vstavili v tegale noter, 2 krat minus 17 je minus 34 in bi prišel negativni kot, a ne. Zato minus 17 ni dobra rešitev. Tako. Zdaj pojdimo še pa na drugi del te naloge. Rešitve so pa takole. Prva naloga, sešteti smo mogli vse
kote, ki so bili 360 stopinj. Dobili smo kvadratno enačbo, ena točka, če smo jo prav se lotili reševanja, dobimo eno točko, rešitve smo res dobili minus 17 pa 10 in rezultat se potem vidi, da so koti 120, beta 25, 78 in delta 37 stopinj. Se pravi, če bi uganili rešitev, bi dobili pol točk. Seveda jo morate preveriti. Pa še na drugi del. Ploščina enega izmed krožnih izsekov je 10 pi centimetrov na kvadrat. Izračunajte velikost središčnega kota, ki pripada temu krožnemu izseku, če je polmer kroga 12 centimetrov. Se pravi, enega izmed krožnih izsekov je 10 pi centimetrov na kvadrat. Izračunajte velikost središčnega kota, ki pripada temu krožnemu izseku, če je polmer kroga 12 centimetrov. Okay. Najprej mogoče pogledamo, kako se izračuna ploščina krožnega izseka. Ploščina kroga je pi r na kvadrat. Da dobimo za eno stopinjo, ulomimo z 360 stopinjami, potem pa seveda pomnožimo z kotom, ki ustreza temu krožnemu izseku. Se pravi, zdaj, kaj imamo mi na voljo? Ploščina krožnega izseka je 10 pi. Se pravi, namesto ploščine lahko damo 10 pi. Dobro, pi je številka, taka kot je. R, nekje je bil, ja, polmer je 12 centimetrov, se pravi, imamo 12 na kvadrat. Kot, zdaj ne vemo točno, kater kot, ne. Dajmo alfa in ulomljeno z 360 stopinjami. In tule v bistvu dobimo eno preprosto enačbo, kjer moramo ven izraziti alfa. Pa dajmo zdaj to izraziti. Da se znebimo ulomka, bomo dali krat 360 stopinj in dobimo 10 pi krat 360 je. Tu nam pa ostane zdaj zgornja vrstica, pi, 12 na kvadrat je 144 in pa še krat alfa. Ok, da dobimo alfa, moramo prestaviti na drugo stran še pi krat 144 in zato s tem delimo. Ker je tu pomnoženo, 144 pi. In dobimo, jaz bom zdaj tule naprej v levem zgornjem kotu, tukaj imamo premalo prostora, 10 pi krat 360 je bilo na eni strani, potem to ulomljeno za 144 pi in to je naš kot, ki ga iščemo. Zdaj bom jaz to obrnila. 10 pi krat 360, samo obrnila sem enačbo. Zdaj bomo pa verjetno lahko kaj pokrajšali, in sicer pi pa pi se gotovo pokrajšata. Zdaj tule bom pa jaz takole naredila 3600, to jaz sem zgoraj pomnožila, 10 krat 360, ulomljeno za 144 in bom prvo poskusila kar deliti. Mogoče je že kar cela številka, pa pol ne rabimo krajšati. Bomo pa videli. In to je pa 25. Odlično. Se pravi, kot 25 stopinj. Zdajle sicer tule nimam rešitve, ampak mislim, da je to ustrezno temule, kotu beta. Mislim, da smo ga prej dobili, da je 25 stopinj. In zdaj pa si poglejmo še rešitve. Pa še rešitve drugega dela. Rešitve so pa naslednje. Najprej seveda smo mogli formulo za izsek preveriti, napisati. Potem smo vse vstavili v formulo in
ko smo končali, smo dobili kot 25 stopinj. Tako da bravo, mi vse smo prav rešili. Mala napakica tam pri kvadratni, ampak to je tako pogosta napaka, da je prav, da vidite, kako pride do nje. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.